Odbor za zunanjo politiko je obravnaval in prisluhnil poročilu posebnega poročevalca za Bosno in Hercegovino, gospoda Milana Kučana. Na ta položaj ga je angažiral predsednik Vlade Republike Slovenije že v novembru prejšnjega leta in poročilo je bilo pripravljeno pred kakim mesecem. V medijih smo zasledili, da je poročilo izredno dobro in kot tako je bilo predstavljeno tudi že predsedniku Evropskega sveta, gospodu von Rompuyju, in še nekaterim drugim vidnejšim politikom, seveda tudi predsedniku naše države, dr. Danilu Türku. Ravno zaradi tega smo bili v Slovenski demokratski stranki zelo zainteresirani za vsebino tega poročila, kajti Bosna in Hercegovina je ena od prioritetnih nalog slovenske zunanje politike. Nekako smo se čutili odrinjene, ker nismo bili informirani niti na odboru za zunanjo politiko, niti morda tudi na odboru za zadeve Evropske unije. Zato je Slovenska demokratska stranka zahtevala sklic izredne seje, ki je sprva morda naletela pri koaliciji nekoliko dvoma in revolta. Ko je bilo pa samo poročilo predstavljeno, se je pa razvila živahna triurna razprava. Poročilo je vsekakor nek izziv oziroma neka podlaga za bodočo slovensko zunanjo politiko za to področje. V njem je nekaj izzivov, na katere bo morala svetovna politika odgovoriti, pa tudi sami akterji na terenu Bosne in Hercegovine. Evropa, svet je zainteresiran za mir na tem področju, za razvoj Bosne in Hercegovine in vsekakor tudi za možno vključevanje v Evropsko unijo kot neko motivacijo za prihodnost. In ravno zaradi tega je bilo še kako potrebno, da se je opravila razprava na to temo. In morda bi kazalo tudi razmišljati o drugem krogu, kajti poročilo bo morda še kje predstavljeno, potem bi odbor za zunanjo politiko seveda moral biti ponovno obveščen o odmevu poročila v svetu in če bo potrebno morda napraviti še drugi korak, torej da bodisi da gre posebni predstavnik gospod Milan Kučan še enkrat na teren za drugi del ali pa to upravita predsednik vlade in zunanji minister.